Glavni razlog za izvedbo tovrstnega projekta ter brezplačnih tečajev, ki jih zajema, je predvsem statistično prikazana nizka odzivnost mimoidočih v primeru nezgod in nenadnih obolenj. Gre za sindrom opazovalca oziroma fenomen, kjer se okoli ponesrečenca zbere gruča ljudi, a nihče ne pristopi k ponesrečencu ali nenadno obolelemu. Cilj projekta za življenje je tako izboljšanje tovrstne statistike in privzgoja ljudi, da bodo ti brez strahu pristopili in potrebnemu pomoči tudi pomagali. Hitra in pravilna pomoč je v takšnih primerih nujno potrebna, samo pristopiti je treba. Kakšen je osnovni namen projekta za življenje? Ja, torej, projekt za življenje organiziramo študenti medicine obeh medicinskih fakultet. Samim projektom pa želimo apelirati na ljudi, da pristopijo v krizni situaciji, da pomagajo ponesrečencu oziroma nenadno obolelemu. V okviru projekta pa izvajamo tečaje, obnovitvene tečaje prve pomoči, promocije in ostale aktivnosti. Katere pa so najpogostejše napake, ki jih recimo nek laik dela, ko se znajde v takšni situaciji? Ja, najpogostejša napaka, ki jo opažamo, je v bistvu ni toliko napaka, ampak samo dejstvo, da ne pristopijo. Že to, da nekdo pristopi, da se trudi nekaj, da pokliče prvo pomoč oziroma reševalce, že to je ogromen korak. Potem pa same tehnične napake, ki pa se iz temi tečaji odpravi. Torej, napačne pozicije rok pri oživljanju, napačni vpih in podobne stvari, ampak to se za čisto kratkim tečajem tudi odpravi. Kje pa se lahko zainteresirani ljudje tudi prijavijo? Prijavijo se lahko preko naše spletne strani www.zazivljenje.org. Lahko tudi pokličejo na številko 051 216 000, lahko nam pa na vse zadnje tudi pošljejo pisno prijavnico ali kaj podobnega. Nekaj tečajev je že za vami, kakšen je bil odziv ljudi, kaj še načrtujete v prihodnje? Ja, odziv je bil presenetljiv, predvsem na promocijah, tudi tečaje smo do zdaj uspešno napolnili. Morda na Štajerskem malo slabši odziv kot v Ljubljani, tam je bil res boom in ljudi zelo zanima, samo področje prve pomoči, ampak smo zadovoljni. Ja, torej, projekt širite, začeli ste v Mariboru, nadaljujete v Ljubljani, imate mogoče še kakšne vizije za prihodnost, še širše v bistvu predstaviti ta projekt? Ja, zdaj prvi korak je pač bila ta širitev na nacionalni ravni, načrtujemo pa tudi transnacionalno širitev nekje v roku enega leta, tako da bodo dejansko študenti po vsem svetu izvajali ta projekt. Komu pa v osnovi priporočate obisk vašega tečaja? Priporočamo vsem, naša ciljna skupina je od 10 let pa vse tja do 90, skratka nekih starostnih omejitev ni. Pač potrebno je pa tisti neki notranji vzgib, da se dejansko prijaviš, da narediš razliko, da pomagaš sočloveku.